Kot sva obljubila, v totem studiu glasbeni gost z nama je Žan Hauptmann. Žan, Žan, zdravo, hvala za tako dobrodošlico. Ja, lepo smo te sprejeli, ne? Ja. Priznaj, samo sendvič fali, ne? Pa niti sendvič ne fali, je tako dovolj. Ja. Okay. Žan, malo sva kramljala prej zunaj in ne vem, če si ti vedel, Fras, Kaj? ne vem, zakaj nisi tega vedel. Pisa. Žan zdaj nekaj časa že živi v Ljubljani. Okay. In zdaj je prišel v Maribor malo in je malo presenečen, kaj vse se tu dogaja. Recimo, Žan, te hruške, ki jih vidiš na glavnem trgu, ko vozijo beton, to je zdaj že 2 leti, se mi zdi. Vsaki dan, ne več. Ne vem, mogoče neko podzemno mesto gradijo. Drugače pa me zanima, kot sva prej rekla zunaj, razlika zdaj Maribor-Ljubljana. Ker v Ljubljani se meni zdi, je taka razlika, kot da priješ v New York. Ali pa na Dunaj. 7 milijard avtov, 7 milijard ljudi, pa niti ni tako velika fejst, ne, ampak proti našemu mestu je to... Je kar. Je kar, ja. Pa vsi hitijo, pa gužve, pa... Ja, drugače imam ful mi je Maribor bolj pisan na kožo. Ja. Ljubljana mogoče samo bolj strateška lega, kar se tiče špilov, če jih imam po... Ja. različnih koncih Slovenije in Avstrije. In kaj pa samo glasbeno ustvarjanje, dobro na te vpliva, da si v Ljubljani, recimo? Pa kaj te, jaz bi ustvarjal po mojem vsakem primeru, ne vem, kak bi bilo, če bi bil tu. Ustvarjam v glavnem vsakem primeru, kjerkoli sem. Malo, ne? Na dopust prid sem za pol leta. Se prijem vsak vikend. No, evo, te pa nisi še zgubil stika, ne. Da bi zdaj čisto, da bi že rekel živijo tu v studiu. Ne, se tudi govorica je ostala. Ja, no, to le pazi, Žan, naj te ne zavede. Ker mnogi, ki jih poznam, ko so šli malo študirati v Ljubljano, pa bolj že kar naenkrat, tukaj, ne, pa na redu, pa take. Im je bilo cool, ja. Nam pa malo manj. Ja, samo ne moraš biti jezen na njih, ker se v bistvu samo hočejo vklopiti. Ne? Tako, to je tudi res. To pa je pač v človeški naravi, ne? Noben noče biti izobčen, ne? In takoj začnejo tako govoriti, ne? A veš, okay. A veš, pismo, pa te besede, tako kuverta. Žan, nov album predstavljaš Liberosis, sem prav izgovoril? Si. Ok. Kaj imamo tu gor? Zdaj videli smo po več medijskih zapisih, da evo, tak piše točno, da citiram, da preberem, ko se teža besedil raztopi v reggae ritmih. Wow. To je zdaj nekaj drugega, ne? Kot smo vajeni od tebe. Zdaj, dobro, ne znamo si točno predstavljati, verjetno ni oni hardcore reggae Marley, ampak ni roots reggae. Ja, tako. Vpliv reggae, še vedno pa je to nek moj, kaj te vem, ne sound, ker ne odkrivam tople vode, ampak pa sam vpliv reggae, pa da lahko malo bolj melanholična besedila sporočim skozi manj melanholične ritme in lepo. Dobra kombinacija. Dober način, ja. Glej, kako si prišel na to idejo? S kolegi ste v krogu sedeli? Ja. Producent Vid Turica mi je rekel, da ne znam regija igrati in pol je bil to izziv. En od razlogov, da ne bo zajezen. Dober način, ne? Ja, to me je sprovociral. Ja, lepo. Kaj najdemo gor na albumu? Kaj vse, kaj je bistvo, recimo, ne? Ja, 5 komadov, ki so v nekem določenem zaporedju, gre za osebne izpovedi, mogoče tu pa tam malo zapretiravam, to je treba povedati, ampak tak pač je pri nas avtorjih besedil. Gre za neke osebne izkušnje in pot skozi življenje in neko spoznanstvo. V bistvu to Liberosis pomeni to, da bi se želel potem, da bi se manj sekiral.
To, kar si vsi želimo. Vsi želimo. Mogoče bo ta album pomagal. Tako? Da se malo manj sekiramo. Res je. Tako da jaz predlagam, glede na to, da je četrtek in še vedno nismo čisto pri vikendu, da prisluhnemo enemu komadu, kjerega si izbral, Žan? Tree on the Hill. Ok. Ali ta komad lahko pri vseh povzroči to, da se manj sekiramo, recimo, da se damo gor? In da mogoče kdo začne z rameni migati, če so v avtu, to je dovoljeno, ne? Okay. Pa z glavo, to si želim. Ok, te pa dajmo prisluhniti, pa se vrnemo čez dobre 3 minute, torej Tree on the Hill oziroma Dreva na bregu, po naše, ne? Da bomo vsi razumeli. Evo, premierno. Izjemno, Tree on the Hill in Hauptmann na totem radiju 16 čez 12 in Žan je tudi tukaj v studiu. Lepo zdrav še enkrat. Pozdravljeno. Svetovno, stari. Ful dobro pa še, skup tako vsega ta melanholija v vokalu, čuje se ta neka, tak, pol pa zadnji lepo. Svi kak ti je naredil, čuje se. Mislim neka. Ta pain in suffer, ki ga furač v Ljubljan. Bolečina. Svetovno. Vidim tudi, Žan, da že imaš svoj merch. Res je. To je album cover, ne? To je album cover, Asfalt je naredil majice. Borš Parenblek je avtor tako naslovnice albuma, kot tudi tega, kar je na majici. Torej je velika goska, ne? Ja. Kaj ima rukzak goska, ali kaj ima nekaj? Ne, ima gor pa... Aha, ti si na goski. Jago, pa jaz jezdim v sončni zahod. Izjemno. Gosko. Svetovno. Ok, Žan, kdaj in kje lahko pridemo te komade poslušati v živo? Evo, 4.7. na festival Lent. Ja, kjer je oder? OTP. Svetovno. To je tam pri Mački, če se ne motim. Ja, doli na Lentu, ne? Ja. Ok. 4. julij, torej. Ja. Svetovno. Je kaký poseben plan za ta koncert? Vas bo 53 na odru ali samo ti pa Turica? Samo 6. Aha. Pa naš tonski Andi. Andi tudi pride? Ja. Okay. On je zdaj v bistvu nepogrešljiv član benda, zato ker ima čez efekte in to. In zdaj, ko enkrat z njim nastopaš, nočeš več brez njega. Ja, res. Boljše zveni, ne? Je fajn, ne? Upam, da Andi ne kasira, ne? Od 800 gor. Andi kasira toliko, koliko si zasluži. Tako, kar je od 800 gor. Ja, dajmo razkrit, ne? Da ne bo. Reši, ne. Ok, Žan, kaj sem hotel reči, tudi v fizični obliki album? Še ne. Okay. Zdaj zbiram prednaročila, ker to je pri nas tako, pač to so male naklade. Tako da zbiram prednaročila za vinilke. Zdaj sem še imel vsak album na vinilu, tako da seveda. Tudi ta. Ja. Ampak zdaj najprej sem rekel majice, pa to, da vse gre mimo. Je pa, da se nekaj nabere, ne? Za vinil. Če je že samo založba. Seveda, nekaj se mora nekaj nabrati. Sicer pa ti lahko sledimo na družbenih omrežjih, verjetno, ne? Imaš narejeno, tam verjetno tudi vidimo več datumov, pakete, lahko vse spremljamo. Sicer pa povej, kdo ti je pomagal pri ustvarjanju albuma? Zdaj, ne vem, ali ti vse špilaš, ali imaš kakšne prijatelje, ki pridejo pa rečejo, ja, Žan, bom jaz. Z veseljem, pa nič ne rabiš dati. Ne. No, neke pice, šte naročil. To je kar profesionalno odnos, ampak vseeno smo pa frendi tudi. Največ je prispeval itak Vid Turica, producent, potem pa tudi vsi ostali, v bistvu vsak, ki pride, ki igra v bendu, je zdaj nekak stalen, jim dam proste roke, da lahko delajo to, kar bi sami želeli, na to mislim, da bi bili pol ponosni. Ja. In kaj začutijo, ne? Ja. Je lažje potem, da vsi so po svoje prispevali in ful sem vesel, da jih imam. Super, lepo si povedal. Krasno. Ali so tudi vsi navedeni pri Sazasu in IPF-u? Definitivno so. To pa preskrbi. Ok, tako da
Pa IPF-u tudi. To pravi, ja. Tako da cankalo bo, tako, tam do 16 evrov na leto, malo jače. Ja. Lahko greš na burger brez krompirčka. Res je, lahko tudi v službi častiš Pepsi, ne? Vsem, recimo, to je tudi svetovno. Žan, hvala lepa, da si prišel. Preden greš, naj ti še podariva naše unikatno darilo, toto premium zobno ščetko VBO, ki je mimo grede mariborska ščetka, ne? To menim, da bi zdaj že skoraj lahko vedel. In to je za tebe. Hvala. Fajn špilaj, pa fajn ustvarjaj, pa še ustvarjaj, pa radi imamo dobro muziko. Veš? Hvala. Zelo radi bilo. Tako. Mi pa se vidimo, torej smo rekli 4. julija na Lentu. Ok? Svetovno. Zmenjeno. Ajde, Žan, lepo bodi, pa hvala, da si prišel. Hvala vama. Adijo, ajde, hvala. Čau.